Živjo. Danes bom spregovorila o sramu. O sramu pri starših, o čustvu, ki nas starše zelo ovira pri tem, da bi bili samozavestni in odgovorni starši, ki delujemo odraslo. Zakaj o sramu? Zato, ker je sram predvsem tisto čustvo, ki se nam porodi takrat, ko imamo občutek, da naš otrok ne ustreza nekim družbenim normativom, to se pravi, da se vede drugače, ali pa da ne ustreza našim pričakovanjem. To se pravi, to, kar mi pričakujemo od njega, da je priden, da je ubogljiv, da nam sledi, da nas posluša in tako naprej. Jaz bi šla v bistvu čez neko obdobje odraščanja danes in bi malo pogledala, kaj se z nami starši dogaja. Recimo, ko prihaja novorojenček v hišo, obstaja šola za starše, ta šola za starše je obvezna, tam tako piše, sicer jaz ne vem, a veste, kaj se zgodi, če v šolo za starše ne greš, a pol ne smeš roditi, ali ne moreš roditi, ali te ne sprejmejo v porodnišnico, to ne piše, ali mogoče plačaš kazen, pojma nimam. Ampak šola za starše je obvezna in večina mam v to šolo za starše gre. In tam se mamice in oči, ki grejo skupaj, naučijo, kako se previje otroka, kaj pomeni porod, kako porod izgleda, kakšne možnosti poroda obstajajo. Skratka, vse te fizične stvari o novorojenčku in o prvih tednih, ko novorojenčka pripeljemo domov iz porodnišnice. Kako se ga previja, kaj je s popkom in tako naprej. Pač ne bom vam tega razlagala, saj poznate. In ker je ta šola za starše obvezna, mamice grejo tja, oči grejo z njimi in noben nima občutka, da hodi v to šolo za starše zato, ker pojma nima, kaj je to imeti dojenčka, ali pa zato, ker pojma nima, kako je vzgajati dojenčka. Ker to je obvezno in je normalno. Potem pa otroci odraščajo, zdaj pri malčkih nekako še se znajdemo, malo pogledamo na internet, kakšen video pogledamo, kakšno knjigo preberemo, celo še s prijatelji se kaj pogovarjamo, če nam kaj ni jasno. In nekako gremo čez to obdobje, potem pa gre otrok v šolo in je konec. Mi starši se nehamo izobraževati, mislimo, da moramo vse pohendlati sami, prepričani smo, da mora naš otrok konkurirati najboljšim otrokom v razredu, gledamo druge otroke in vidimo, da so pridni, naš pa ni, naš se pa upira, noče, zjutraj imamo drame, preden gremo v šolo, pol imamo drame, ki treba nalogo delati, pol imamo drame, ki treba iti spat in zaključimo zgodbo s tem, da je z našim otrokom nekaj narobe ali pa, da smo mi nekaj naredili narobe in se oblečemo v plašč sramu. In to pomeni, da postanemo zagrenjeni starši, da se ves čas sprašujemo, kaj sem narobe naredil, da zgubljamo na svoji lastni vrednosti in kar je najhujše, naš otrok nima več varnega zavetja in nima več stabilnega stebra v svojih starših, da bi se na njega naslonil. In moje vprašanje tukaj je, zakaj mislite, da ko boste šli v neko delavnico, da boste s tem podpisali list, da je z vami nekaj narobe in da ste nekaj zafrknili? Kako to, da ni v vas ta občutek, grem v neko delavnico zaradi tega, ker se je svet spremenil, zaradi tega, ker so izzivi drugačni, zaradi tega, ker danes več ne vzgajamo otrok z čustvenim nasiljem, s fizičnim nasiljem, s kaznovanjem, z grožnjami, ampak jih želimo vzgajati drugače in teh načinov jaz ne znam in se jih grem naučiti. Zato, ker je normalno, da nismo požrli vsega znanja tega sveta, ampak da se moramo kakšne stvari naučiti na novo. Midva z Albertom sva ustvarila program KOS. Program KOS ima tako simbolično ime, vsemu bom kos, po drugi strani pa je kratica, kako postati stabilni starši. Ta program je narejen za starše pred najstnikov, to se pravi za starše v obdobju od 6 do 10 let.
V tem programu se učimo točno tega, kako spremljati otroka v situacijah, ko nam otrok ne sledi več, ko se otrok upira, ko jezika, ko se pregovarja, ko pada ven in ima razne težke čustvene eskalacije, jeze, besa, ko uničuje stvari. Ali pa samo takrat, ko vidimo, da dejansko nas je otrok nehal poslušati in da opazimo neko spremembo, v kateri se ne znamo odzivati. In to ne pomeni, da je zdaj z nami nekaj narobe ali pa da je z otrokom nekaj narobe, ampak mi se ne znamo odzvati na določeno situacijo, ki jo naš otrok izbere. In potem pokličete in pa bi prišli individualno. In se veste, dan ima 24 ur in tega je preveč in midva z Albertom sva že nekaj let delava s skupinami, zato ker sva ugotovila, da starši v skupinah napredujete vsaj 3-krat hitreje, če ne še bolj. In zdaj vam bom razložila, zakaj. Starši v skupinah napredujete hitreje zaradi tega, ker najprej slečete ta plašč sramu. In to je zelo lepo videti, ko vaši obrazi postanejo spet svetli, ko dobite vase upanje, ko se vam začne graditi notranja moč. In vse to se vam lahko zgodi samo, če imate svoje ogledalo v drugih starših. To se pravi, ko vi vidite, nisem jaz edini, ki imam tako stisko. To se ne dogaja samo meni. Ko sprejmete, da je to razvojno obdobje otroka, ki prinaša takšne izzive in da imajo te izzive starši v vseh družinah, takrat se vi v bistvu odprete tej možnosti, da se začnete sploh učiti novih stvari, da spustite neke stare vzorce, da ste jih pripravljeni ozavestiti in jih spoznati. A veste, kolikrat rečemo, jaz ne bom tak, kot je bila moja mama, jaz ne bom taka, kot je bil moj oče. In potem se zgodi situacija in smo isti. In ne znamo drugače. In to je normalno, ker smo se tako naučili. Ampak to, da lahko naredimo drugače, nam mora nekdo pokazati, kako drugače. In to midva z Albertom učiva v najinih delavnicah in s pomočjo drugih staršev vi dobite milijon možnosti, kako lahko drugače. Zato so te skupine tako močne, zato so tako produktivne, zato so v njih res veliki uspehi v družinah, ki so velikokrat že tako zavite v ta plašč sramu, da jim gre vse narobe. In jaz sem prepričana sem in upam si podpisati, da pri nama še ni bilo starša v eni takšni skupini, ki ne bi doživel vsaj ene minimalne spremembice. Tako da, jaz bi vas vprašala, a res to rabite? A rabite stres vsak dan? A rabite prepir vsak dan? A rabite upitje vsak dan? A rabite zaradi tega, ker se ne znajdete v vzgoji razsut partnerski odnos? Ne rabite. A si zaslužite več sproščenosti v vaših družinah? Si. A si zaslužite, da bi se več smejali? Seveda si. A si zaslužite tiste fajn sprehode, ko ste igrivi in brezskrbni? Zaslužite si jih. Je pa pač zelo pomembno, da se zavedate, vi ste tisti, ki boste mogli za to nekaj narediti, ne bo se zgodilo samo od sebe. In še nekaj, obdobje pred najstništva bo minilo. Če si rečete zvečer v poslik, se uležete, saj bo hmal minilo. Ampak potem boste dobili najstnika. Jaz vam ne grozim, ampak hočem vam pa povedati, če se ne boste pripravili na to obdobje, se bo to obdobje ne nadaljevalo, ampak stopnjevalo. Ker najstniki pa dejansko želijo biti samostojni, dejansko imajo še močnejšo voljo. In če oni nimajo neke jasnosti v odnosih, če nimajo jasnih meja, če nimajo nekega stika z vami, močnega stika z vami, če vejo, da se lahko zanesejo na vas in da se vi ne boste zavijali nenehno v neke občutke krivde in sram, takrat boste šli čez najstništvo tudi z več humorja in več sproščenosti in predvsem več zaupanja. Tako da, glejte, mi štartamo v ponedeljek z programom Kos, na katerem imamo samo še nekaj prostih mest.
In prosim vas, kliknite na to povezavo tukaj gor. Poglejte si več informacij in prijavite se. To je program, ki vam bo ostal v vašem zavedanju za celo življenje. In uporabljali ga boste tudi v drugih odnosih, ne samo v odnosih z vašim prednajstnikom. Evo, kliknite pa se vidimo tam. Čau!